Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, dobrodošli. Tokrat je moja gostja Nastja Mulej, ambasadorka De Bonovih metod in strokovnjakinja za kreativno razmišljanje, ki je prejela prestižno nagrado ravno minulem tednu najgovorka leta 2025 ali top speaker za leto 2025. Nagrada odraža njeno predanost spodbujanju kreativnega razmišljanja in učinkovite komunikacije ter namernega in zavestnega razmišljanja. Vizija Nastje Mulej, moje gostje, je naučiti ljudi razmišljati na način, ki spodbuja sodelovanje, toleranco, kreativnost in pa tudi kritično učinkovitost, kar seveda vodi v boljše odnose in pa tudi inovativno, lahko rečemo tudi prebojno družbo blagostanja. Poleg tega je Nastja Mulej prejemnica še drugih prestižnih nagrad, ampak najraje se podpiše kot glasnica ali človek, ki spodbuja inovativnost, potem družbeno odgovornost in pa podajanje znanja. Je tako? Tako je. Nagrade govorijo same zase o odličnosti tvoje karierne poti. Ne bova jih naštevali, se bova raje predale pravzaprav vsebini, greva in medias res, kajti prinašaš zgodbo, ki ni samo zanimiva, tudi mogoče malce out of box, ampak zelo koristna. Nastja Mulej, dobrodošla v studiu medijske hiše Delo v podcastu Supermoč. Presrečna, da sem tukaj. Najlepša hvala, da delimo svoje supermoči. Za začetek bi kar in medias res, kot sem rekla, vprašala, ali res drži, da najuspešnejši ljudje, Bill Gates, Elon Musk in ne vem kdo še vse, 80% svojega časa namenijo razmišljanju. Tako pravijo avtobiografije, tako pravijo rezultati, ampak precej logično je, če se boš odzval vedno na prvo žogo, potem boš marsikaj nepremišljenega storil, kar boš moral potem popravljati, se opravičevati in bo zato zgubil veliko časa. Če boš vnaprej razmislil, in za Richarda Bransona in za Steva Jobsa vemo, da sta uporabljala De Bonova orodja razmišljanja, torej za njih vemo, da namerno razmišljata, to pomeni raziskujeta neznani teren, preden se odločita kako in kaj. Elon Musk je do nedavnega dajal znake, kot da so mu recimo De Bonova enostavno, simplicity zelo blizu. Ta trenutek mislim, da je pozabil uporabljati možgane, ampak samo bute, ker ga je zaslepila moč. Tako da si ne upam povedati, ampak na poti do tega, da je postal, kar je postal, pa zagotovo ni mogel brez tega, da si vzame čas, pogleda dejstva, prepozna stališča drugih ljudi, torej da razume, kdo je publika, za katero dela, generira veliko število možnosti, potem šele iz te divergence gre v konvergenco in potem te ideje, ki so mu nastajale, še preveri, rekli smo kritično razmišljanje, ampak pri nas je kritično razmišljanje vedno najprej tako, da iščeš prednosti, potem šele slabosti, na koncu pa potem ali rešitve, ali potenciale, ali predloge, kakorkoli gre naprej. Tako da zelo težko boste uspeli, če boste tako kar neki. To je približno tako kot kuharski šefi. Če ne greš, če se ne naučiš delati po receptih, če ne spoznaš, kako se maslo obnaša na temperaturi in kaj dela zelenjava v pečici, boš kar nekaj metal v lonec in molil, da se bo zgodilo. Če pa boš poznal recepte in boš potem, se veste, kuharski šefi ne delajo več po receptih, ampak učili pa so se, kot da bi mi rekli po orodjih, da potem danes na videz lahkoto skuhajo. In na enak način velja tudi to, kar jaz v resnici počnem. Jaz učim ljudi, vodje, direktorje, kako reprogramirati svoje možgane, torej kako najprej se naučiti orodja razmišljanja in jih potem tako dolgo uporabljati, da jih ponotraniš in še veš, da jih uporabljaš. In ko rečem orodje, to je v bistvu tako zelo koncizno, konkretno vprašanje, ker vprašanja vodijo naše misli. Na ta način zadeva funkcionira. In kot sem rekla, dokler je bil dr. Edward De Bono še živ in je izdajal knjige, so tam bili radi podpisani marsikateri, Peter Gabriel sem ravno kar izvedela, Todd, ena oglaševalska legenda
Vsekakor, mnogi slavni so bili podpisani kot da redno uporabljajo njegova orodja. Dan danes bi si upala reči, da jih tudi, samo da pač so postala skoraj že logična, ne? V svetu so postala skoraj že logična. Tako da vem, da sem mogoče malo predolga z odgovorom, samo kot zanimivost. Leta 2010, ko je bil De Bono na tem velikanskem predavanju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, je rekel, ne, če ne bomo Evropejci se končno naučili razmišljati, najboljše, da vsi oblečemo narodno nošo, ker bomo vsi samo še turistična znamenitost za Kitajce. Pri Kitajcih so imeli takrat v vseh šolah De Bonova orodja razmišljanja. 15 let zatem, kot marsikaj drugega, se je tudi to uresničilo. Ker pač ne poslušajo mnogi tega preveč rado. Tako, evo, dolg odgovor na kratko vprašanje. Ja, in ko omenjaš Kitajsko, Azija je pravzaprav kontinent velikih mislecev, razmišljanja. Sem ravno decembra lanskega leta, zdaj že lahko rečemo, uživala v tem šahovskem dvoboju in dejansko sta se pomerila dva Azijca. Kitajec, mislim, da je to Ding Liren, in pa Gukesh Domarađuje, skratka Indijec. Azija, kontinent razmišljanja, kako pravzaprav tebi se ne zdi čudno, da Kitajska pravzaprav se dviga, pa ne verjetno samo zaradi znamenitega doktorja De Bona, ampak način k razmišljanju. Tam pravzaprav velja logično razmišljanje. Pustimo zdaj besedo logično, ker logika ima veliko različnih pojmov. In marsikdo reče, logično je tisto, kar je meni logično. In pol mislimo, logično je, ker je skladno z mojimi stališči, z mojimi informacijami. Matematik bi logiki rekel nekaj čisto drugega, recimo. V vsakem primeru Azija je pravzaprav vedno bila velesila v primerjavi z Evropo do izuma parnega stroja. Parni stroj je naredil ta preskok, ki nas je potem nekaj časa držal, oziroma, če sem zelo iskrena, predtem kolonializem. No, se pravi, kolonializem je naredil Evropi, kar pomeni zatiranje narodov, izkoriščanje drugih, potem pa parni stroj, izkoriščanje svojih, da je prišlo do tega preskoka. Medtem ko so Kitajci v tistem obdobju, tudi De Bono enkrat razlagal, pa takrat oni zastali na lovorikah, ker so njihovi lastni učitelji v nekem trenutku bili prepričani, da je dovolj dobro. In to občutek, da je dovolj dobro, te potem ustali. Vsekakor Kitajci se vračajo, mogoče zaradi De Bona, mogoče zaradi tega načina razmišljanja, ki je njim veliko bolj naraven kot nam. Nekako na pol so vsi brali kakšne knjige, kjer pravijo, da pravzaprav cel daljni vzhod, Kitajska, Japonska, oni razmišljajo tako v krogih. Se pravi, oni neko stvar raziščejo z vseh možnih zornih kotov, preden potem sprejmejo odločitev. Kar je zelo podobno temu, kar jaz počnem z ljudmi. Evropa, grozno pomembna na te svoje starogrške mislece, se pa gre igro, ki jo je nas naučil Sokrat, če lahko malce skarikiram, pa bom šla tako zelo. Predstavljate si torej pač državico v Grčiji in pol od nje odzamite vse ženske, pa vse otroke, pa vse sužnje, pa vse bolne, pa vse stare, pa vse nelastnike. In pol ostane 3% belih moških. Mogoče bi kakšen črnec bil dovoljen tam, pa dobro, stupid white man, to je malo karikature. No, ti 3% moških, imelo vse urejeno, ker so vse ostali navedeni delali za njih. Jaz malo karikiram, ni bilo računalniških iger, ni bilo televizije, ni bilo fuzbola, kaj ne počnejo. Pa si reče Sokrat, ok, jaz bom podal trditev, ti boš moj učenec in boš podal kritiko na to. Potem bom jaz podal analizo tega, in ti boš potem, spet sta se šla, analiza, kritika, argumenti, analiza, kritika, argumenti. In tako sta se presojala, Sokrat je imel zelo črno-bele trditve, ali je nož dober. Je dober ali slab? Ja, da bomo rečemo odvisno, oziroma sofisti takrat. V vsakem primeru Evropa je potem, pač po zatonu antičnega obdobja, je trajalo vse do razsvetljenstva, ko so pač odkrili baje starogrške spise in so pač odkrili to in je cerkev, tako piše De Bono, to uporabljala, da heretikom dokaže, da se motijo.
In od takrat dalje imamo mi to metodologijo, ki je na videz zelo spoštovana, jaz imam prav, ti se motiš, jaz ti bom to dokazal, ne, jaz ti bom to dokazal. In potem mi noro veliko časa v lastnem timu porabimo, da drug drugemu dokazujemo. S tem, da jaz da rečem na ena svojih delavnicah, a ste že kadarkoli, kogarkoli v karkoli zares prepričali? Ne? Nekdo, ki je zaljubljen, popusti svojemu dragemu, pa otrok, dokler nima še občutka moči, popusti svojim staršem. Avtoriteti? Sicer pa ne, če ne se pol, ne. Moč argumenta vedno konča se z argumentom moči. Samo da smo vmes izgubili ful časa. Ne? Tako da, recimo v Singapurju je njihov prejšnji predsednik, pa Singapur je veliko bolj diktatura, kot je Evropa, ne. Pa če rekel, nas je 5 milijonov, nimamo naravnih virov, nimamo niti vode, vse, kar imamo, edini vir so naši možgani. Torej moramo naučiti ljudi razmišljati. In tam je tudi normalno, da otroci se učijo Debonovo orodje razmišljanja v šolah. Tam je normalno, da imajo v banki vsako leto osvežitveni tečaj za 6 klobukov razmišljanja. Ne, pa nas pa malo bi, malo ne bi, en ne bi, dajmo se pogovarjati, dajmo mi debatirati, dajmo mi razpravljati. In tako teče čas in Evropa je, kjer je, in pač mi nosimo netradicionalne noše, ker smo samo še turistična znamenitost. Bog pomagi. Ampak zanimivo, ne, da vztrajaš in tudi kažejo drugod prakse, kako koristno je, ne, imeti v šolah prav predmet razmišljanja, čeprav bi na prvi pogled človek mislil, se pravzaprav v šolah neprestano razmišljamo ali pa smo razmišljali in tudi v službah. Kaj pomeni predmet razmišljanja? Kaj prinaša? Ja. Hvala za to vprašanje, zato ker beseda razmišljanje je tako malo zlorabljena, malo je povezuje z besedo mišljenje, kar je ravno obratno, ker mišljenje, kar si domislil do zdaj, razmišljanje je raziskava za naprej. In predmet razmišljanja, mi ga pa 13. leto učimo tako, pač tiste učitelje, ki hočejo prostovoljno hoditi na celoletno usposabljanje in potem oni to delajo z učenci, ki hodijo v prostem času na ta krožek za razmišljanje. To so v bistvu orodja za razmišljanje. To nima nobene veze z tem, kar se učijo pri matematiki, recimo, ali pa ne vem, ko programirajo, to je popolnoma drugače. Ko rečem orodje za razmišljanje, osnovno je PNZ, pozitivno, negativno, zanimivo. To delamo lahko z otrokom, ko ima 4 leta. Ne, recimo, midve bi lahko zdaj po koncu tega podcasta vprašali najine poslušalce, da napišejo, kaj je bilo njim pozitivno na tem podcastu. Po možnosti vsaj 7 plusov v 3 minutah. Aha. Potem, kaj je bilo negativno na tem podcastu, vsaj 7 minusov v 3 minutah. In čisto na koncu, če bi šli tale orodja za šolo, kaj je bilo zanimivo na tem podcastu. Ne dobro, ne slabo, ampak vredno omembe, oziroma zanimivo bi bilo, če... In to je dovolj, če nama napišejo 5 zanimivosti, ker je to ljudem grozno težko. Ker znamo biti za, znamo biti proti, to vadimo od malega, iskati zanimivosti, iskati ideje, nas niso učili. Tako da ni samo, da učimo ustvarjalnost, čeprav je tukaj gora orodij za namerno kreativnost. Drugo orodje razmišljanja se imenuje recimo UVD, upoštevaj vse dejavnike. In recimo, ko so se midve dogovarjali za ta intervju, so morali upoštevati cel kup dejavnikov. Kdaj imam jaz čas, kdaj imaš ti čas, kdaj ima studio čas, kaj jaz potrebujem, kaj ti potrebuješ, kaj vse morava midve upoštevati, da bo to potekalo tako, kot mora. In tako naprej. Tretje orodje NCD, otroke učimo postavljati cilje. Četrto orodje PIN, posledice in nadaljevanje. Učimo jih, da razmišljajo, kaj bi se lahko zgodilo takoj, na kratek rok, srednji rok, dolgi rok in tako naprej. In potem ta orodja vadiš, tako kot pri tenisu vadimo backhand in potem sploh ne veš, da ga udariš. In isto bi bilo v resnici koristno potem otroci, upokojenci pa vsi vmes. Teh orodij je zelo veliko, ker je Debono naredil, jaz temu rečem, kot imaš botanični sistem za rastline, tako ima on botanični sistem za misli, ker ni vseeno, kako se lotimo katerega izziva. Če se odločamo, je en vrstni red, če izbiramo, je drug vrstni red, če vodimo sestanek, ga vodimo tako, če vodimo projekt, ga vodimo tako, če moramo strateško načrtovati, je drugače, kot če moramo strateško razmišljati. Tako da
nešteto možnosti obstaja in potem enim ljudem to postane pravzaprav tudi hobi. Se pravi, ne samo, da je uporabno v življenju, ne, to je tako, če bi zdaj rekli, ne vem, nekdo je najprej treniral ples in zdaj pleše na vseh zabavah in vsi ga gledajo, kako lepo pleše. Ne, tako postane ti hobi in vedno ti pride prav. In zdaj, če boš ti recimo znal plesati, boš vedno imel mehke gibe, ne boš imel manj težav za hrbtenico, pravijo tudi, ne boš imel manj težav za Alzheimerjem. Se pravi, veščina, ki ti pride prav za vse življenje. S tem, da ko jaz rečem ljudem ples, jim je to približno jasno. Hkrati pa tudi razumejo, ok, saj znam plesati, sam če bi hodil na šolo plesa, bi bil boljši. Ko pa rečem razmišljanje, se pa ljudje malo prestrašijo, pa saj sem dovolj pameten, ali pa nisem dovolj pameten. V vsakem primeru, ne. In potem se malo odmaknejo, moraš biti tako, temu probati, moraš biti malo radoveden. Da, hvala Bogu, imam tukaj podjetje, ki potem rečejo, mi smo 100-krat hitrejši kot prej, mi se ful boljše razumemo kot prej, tako da zdaj po vseh teh letih, kar to počnem, je lažje. Ne, na začetku je pa bilo tako, o čem ti to točno govoriš, ne? Pa tudi sicer, ali to spada k psihologiji, ali to spada k pedagogiki, ali to spada k menedžmentu, ne, ljudje, ki imajo radi te črno-bele predalčke, nikakor ne, kam naj da to tvoje razmišljanje. Ne, to so ti problemi, ki jih je De Bono tudi imel, on jih je imel še več kot jaz. On je to ustvarjal in si izmišljal. Ne, on je po osnovni izobrazbi zdravnik. On je pri 19 končal medicino na Malti. Pri 20 je končal medicino, mislim, pri 20 smo dali diplomo, potem je moral pa 1 leto čakati, da so ga na Oxford spustili. Ne, on je kot zdravnik prišel do tega. In potem, dokler je bil klasičen zdravnik, akademik, vse lepo in prav. Pa začne z nekim razmišljanjem. Pa so ga recimo, ne, ko sem že omenila Peter Gabriel pa Richard Branson, ti so ga takoj objeli, zato ker ti rabiš orodje, da se premakneš naprej. Nastja Mulej bo prišla potem tudi do tega poslovnega sveta, ki bo po moje kar posrkal vse, kar imaš povedati, ampak tako kot te poslušam in ko te gledam, kako pravzaprav si v nenehnem gibanju, kar mi je zelo všeč, se spomnim, kakšen čudovit nastop si imela, ekstravaganten bi lahko rekla, na tem festivalu Odločitev, kjer si bila nagrajena kot najgovorka za leto 2025. Pravzaprav zelo preprost pristop si imela, ampak učinkovit, ki nam je dal misliti, ki nam je nekako možgane malce prekrvavil, ne? In zanimivo mi je bilo to, da v nekem trenutku pa si ti, kar je seveda spet za slovenski oder, za slovensko javnost, nastopajoče, nenavadno, milo rečeno nenavadno, brezkompromisno si sezula visoke pete, jih odvrgla in za grande finale naredila na odru pred polno dvorano vrhunsko špago. Vrhunsko. In to ti čestitam kot nekdanja klasična baletka. Čestitam za pravzaprav ta performance. In moje vprašanje je, prožno telo, prožni možgani, ali prožni možgani, prožno telo, v kakšni, to je verjetno neverjetna korelacija, ne? Jaz bi si upala trditi, da ja. Ne, se pravi, ta špaga na odru je bila kot nekako poanta tega, kar hočem povedati. Ne, jaz sem bila nekoč gimnastičarka, potem pač 30-35 let ne narediš špage, potem se zgodi korona, pa začneš delati jogo online. Potem ti to tako fajn, da ugotoviš, da obstaja jazz balet za dame, nimaš pojma, pa greš in potem 3 leta zatem si v špagi, kot nekoč. In hotela sem isto reči udeležencem, ne boste vi, bom zdaj rekla, naredili špage, če si to želite. Ne boste to naredili, če si to pregovarjate. To lahko naredite samo, če vadite. Ne, jaz sem vsako sredo moj jazz balet, ne, in vsako jutro svojo jogico in počasoma se to zgodi. In to je bila nekako poanta, ki sem jo hotela reči. Sicer ja, obstajajo ljudje, ki bi rekli, nikoli se ni gibal, pa vseeno zelo gibko razmišlja. De Bono konkretno je bil izjemen športnik, ne, on je igral, ravno zdaj sem pripravila za njegovo knjigo Polo z princem Filipom, pa kaj že ta Lord Mountbatten, en drug šport je z njim igral, Lord Mountbatten je bil tako huge, pomemben, tenisač, plesalec, vse živo v mladih letih. Jaz
Jaz sem tudi malo ADHD-ovska, če bi jaz bila danes v šoli, bi dobila odločbo verjetno, ne, tako da jaz ne morem 10 minut biti na odru pa govoriti, ker meni postane dolg čas. Ampak, a veš, si gledala to zelo glasno ali pa zelo pomenljivo odprtje olimpijskih iger letos oziroma lani v Parizu, ko so iz reke Sena so ven šle kot kipi, recimo, skulpture, kaj pa vem kaj, francoskih dam, žensk, ki so bile prebojne, ki so bile drugačne, ki so imele nek poseben prispevek k pravzaprav razvoju francoske družbe. To je bil nekakšen poklon vsem tem zanimivim zgodovinskim ženskim osebnostim. In ko sem gledala pravzaprav te njihove letnice, ne? To so bile vse intelektualke, nore ženske, skratka, to so bile vse stare 80, 90, 100 let pravzaprav. In ko človek bere recimo en tak kolaž, portretov, zanimivih portretov moje kolegice Irene Štavdoher, kaj želi, kaj hoče ženska, kjer so noter tudi te zgodbe žensk, ko pogleda spet letnico, to so hude intelektualke, ki so bile dolgožive. Ali je korelacija med dolgoživostjo, po kateri vsi tako vsak dan bolj hrepenimo, in pa med kognitivnimi sposobnostmi? Jaz bi sicer to dolgoživo zamenjala za dolgo zdravost, ker nič imamo dolgoživosti, če nismo zdravi. Ja, to je tudi res, ja. Tako da upam, da bodo nekoč spremenili ta izraz. Ne upam si povedati, vam povem, ko bom starejša. Ampak nekako logično je, zdrav duh v zdravem telesu in nočeš, mislim, če si kakorkoli bolan, poškodovan, potem težje delaš, kar ljubiš. Če težje delaš, kar ljubiš, si manj srečen pri tem, kar delaš. Jaz verjamem, v vsakodnevno oblike razmigavanja vsega. Možgan telesa, druženje, izzive, v vsakem primeru nikakor ne ponavljanje in rutine. Veliko se ukvarjaš s poslovnim svetom, tudi ta podcast je pravzaprav nekakšen poklon slovenskemu gospodarstvu. Zato bi rada, da nekako tudi nasloviva ta svet. Vem, da tiste šole, ki so uvedle tovrstne predmete razmišljanja po metodi Edvarda de Bona, da so imele in beležile in še danes beležijo uspeh, ki je pravzaprav za 30 ali celo do 100% večji. Neverjetno, ne? Neverjetno. Mislim, to je že tak podatek, ki bi mogel biti nek red flag ali pa ta potisk za vse ravnatelje, da bi nekako bolj poslušali, kaj ponujaš. Ampak pustimo to. Kaj pa poslovna srednja lahko dobi od pozitivne psihologije in od te de Bonove metode? Ja. Gremo najprej na de Bončka. Namreč, jaz dokaj nisem imela svojih otrok, me seveda sploh ni zanimalo poučevanje po šolah, ker takrat me samo zanimalo timsko delo, bodi učinkovit, čim manj časa porabi za bedarije, ne sedeti na 100 stankih, dajmo se zmeniti pa narediti. In zaradi tega sem bila srečna, sem v bistvu 2-3 prišla do de Bona, 2-5 prvič prevedla knjigo, 2-6 dobila licenco, zato da bi svet okoli mene manj nakladov več naredil. Dobesedno. Živiš pa v precej drugačnem okolju. Ja, gledaj, ampak v mojem lastnem svetu, v mojem lastnem okolju smo tam. Si kaj to pomeni? To ne pomeni, da delaš jaz ko naučim moje udeležence delati po de Bonu in vedno rečem, ne biti toliko bolj učinkoviti kot vsi ostali, da boste dobili še več projektov pa še več dela. Ja, to se običajno zgodi. Pozabi na sindrom pridne punčke, ti se delaj magari, da si isto počasen kot vsi ostali, pa porabi ta čas, če že si v taki službi, da prodajaš ure, ne da prodajaš učinke, porabi tisti čas, da se nekaj učiš, nekaj drugega delaš, dela nekaj dobrodelnega, kaj takega. Če tim pride do tega, to je tisto, kar zaradi česa to počnemo, pejte prej domov, pejte proslaviti uspeh. Ne delamo zato, da imamo pol 6-krat več projektov, ker hudič je, namreč to se je zgodilo v eni zavarovalnici. V 6 mesecih so noro, če so prej imeli neke točke, tam med 92 in 96, so bili po 3 mesecih na 122, so bili po 6 mesecih na 146. To govoriš o učinkovitosti. Ja, v tistem, kakor se pač tam merilo. Noro, prvih 6 mesecev so vsi sam gledali, kaj se dogaja s tem timom.
V naslednjem letu so jim Wow. pač dvignili cilje. Yes. Ne? Niso jim, Ja. tako da dele se isto počasnega kot vsi ostali, odvisno, zdaj, če si zaposlen. Zdaj, če je to tvoje podjetje, pojdi prej domov, pojdi športat, pojdi brat, ne? Pojdi v gledališče, druži se, karkoli. Rezultat stranske De Bono, vedno vsi rečejo, da De Bono je avtor ustvarjalnosti, ne? Avtoriteta ustvarjalnosti. Pravzaprav je De Bono vseh teh njegovih 80 knjig, pa ne vem, jaz na menih 100 njegovih orodij učim, pa še zmeraj nisem pri vsej, kar on dela, je v resnici vse v funkciji učinkovitosti. Učinkovitost v smislu, mi se zmenimo, kaj bomo naredili in potem to naredimo. Simpel, ne? Exactly. Ne pa, da vsak po svoje, pa se pa tu pokregamo. Pa analiza na analizo, pa se bomo Pa analiza na analizo, ja, to. Je bela cesta. Ubije duha. Je bela cesta, ne? In Res. pol se čudijo, zakaj ljudje niso zavzeti. Vsi moji so zavzeti, ker delajo na ta način, da vsak prispeva. Ja. Ne? In potem so vsi učinkoviti. Mm. Zelo preprosto je, moraš na začetku investirati malce časa v trening. To je vsa umetnost. Tako kot moja joga pa ples. Ne? Pa kakšni pa so recimo te vtisi, ki jih dobivaš od ljudi, recimo pa imaš menedžerje, pa imaš vodje oddelkov, pa so navadni delavci, kakršnakoli že pravzaprav srednja ali tvoj razred, a ne? A bi rekla, da tisti, ki zasedajo najvišja mesta in imajo najbolj ugleden status, da so tudi recimo najbolj bistrih, hitrih, lucidnih misli, da so najbolj kreativni ali te kako bi lahko... Zdaj si zopet malo spraševala skozi prizmo starega, ne? Ja. Bistro ni modro, ne? Aha, okej. Hitro ni premišljeno. Aha. Tako da mi vedno delamo na ta način, imaš 3 minute, napiši vse 7 ali ne. Ne mi takoj odgovoriti, ker če mi takoj odgovoril, nisi nič razmislil v bistvu. Ne? Tako da kaj mi govorijo rezultati, ravno v soboto smo imeli eno delavnico, pa se tam predstavljala ena, ne, da je prišla, ker jaz dosti tudi moderiram, facilitiram sestanke za druge, pa rekla, prišla sem se vsemi izobraževati, ker ko je naše, ne, srečanje vodile, mi še v življenju smo tako hitro prišli do strateškega načrta. Ne, pač tako so frapirani, kaj vse je v njih in kako malo časa v resnici za to potrebujejo. Zdaj pa je odvisno, ne. Jaz vedno znova prosim, vodja mora biti enakovreden udeleženec tega ali izobraževanja ali pa facilitiranje delavnice za njih. Ne, ker oni recimo rečejo, da rabimo strateški načrt za naslednjih 5 let, pa ga naredimo. Ne. Pa rečejo, ne moramo se odločiti, vodja mora biti eden izmed njih. Ker če ni, pol ni vključen, Seveda. potem ne more. Ne? In večinoma so tako frapirani, ker so cele stene so popisane. Ne? Mi smo zadnjič delali, ko je bila kar nora zadeva, bilo je povabil me je nekdo, ki je že bil pri meni, pa je verjel, da je možno, ne, njegova 2 direktorja nista verjela, ne, bilo je namreč 44 ljudi, imela sem 3 ure pa pol in morali smo priti do novih idej za nove produkte, se ne bom spomnila, tako malo splošni fokusni stavki so bili, nove produkte, nove storitve pa nove procese. To so itak splošni fokusni stavki. Ampak kakorkoli, mi smo v tistih 3 urah pa pol z 44 ljudmi v 6 skupinah prišli do 678 idej. Tako, ne. Jaz sem včeraj prišla imela sem te študente na ekonomski fakulteti, pa najprej niso verjeli, ko sem rekla, nas je tukaj 24, to je 100 idej, tako je. Ne, potem smo pa naredili 3 ure zatem, smo imeli en fokusni stavek, delali so v 4 skupinah, smo prešteli 97 idej. Zlahka. Ja. In potem, seveda potem, pol, ko enkrat znajo to ugotovijo, imeti ideje je najlažja stvar na svetu. Pol jih moraš pa znati selekcionirati, pol jih moraš znati pa vrednotiti, pol jih moraš pa tudi znati upeljati v prakso. Ne? In tukaj potem še gora orodij, ker je pač lažje delati po receptu kot brez recepta, da prideš do konca. Tako da tukaj, kjer smo jih imeli 700 plus, ne, smo pač prišli do tega, da je vsaka od teh skupin odšla domov za svojim akcijskim načrtom. Ne, kar je že ogromno, za 3 ure pa pol pa sploh. Ne? Kad imajo pa popisanih nešteto listov, ne, kaj še lahko. Ne?
Boste, dajte jih v predal, boste jih že vzeli, ko jih boste rabili. Zanimivo. Noro. Ne znajo si predstavljati, ne? Ker misli, bomo mi malo debatirali, ne? Ali pa, tako kot recimo, med ti govor, poslušalci so tiho, ti pa govoriš. Ne. Ti moraš vedno igrati ta ping-pong mentalni z udeležencem, tako da ima občutek, da prispeva. Ne pa tisti sokratovski, ne, da nasprotuje. Ampak smo pa zdaj v enem takem zanimivem času, govoriš o tem, kako pomembno je razmišljanje, ampak zeitgeist, nove tehnologije, naša naravnanost, navade sploh recimo mlajših generacij, grejo pa v smer, da bodo pravzaprav vedno manj uporabljali svoje možgane in vedno manj razmišljali. Zdi se mi, kot da se nekje kar nahaja ena taka možganska megla. Pa me najprej zanima, kaj bi se zgodilo? To je zelo neugodno novinarsko vprašanje. Kaj bi bilo, če bi bilo, ampak vseeno. Če bi začeli ljudje dejansko razmišljati na tak način, bi potencialno bilo manj vojn, recimo, manj konfliktov na svetu. Vojne so v resnici zelo dobro premišljene, ker jih vodi orožarska industrija in si izmisli konflikt tam, kjer vidi možnost za stranko. Tako da vojne je trenutno že 55, še pred par leti jih je bilo 30. In tistim, ki vodijo svet, ni v interesu, da bi bilo manj vojn, ker so vojne bolj profitabilne kot mir. Sicer potem za njih postane profitabilno tudi obnova po rušitvi, tako da se to njihovo kolesje na ta način obrača in to niso tisti ljudje, ki bi, mislim, kako rekla, z Debonovim orodjem razmišljanja lahko načrtuješ in vojno in mir. Ker je to tako, da imaš pred sabo nož. Lahko je dober, lahko je slab. Prav tako tisti, zato ker svet bolj ali manj vodijo inženirji pa nimajo te širine razumevanja človeka, manjkajo jim poznavanje antropologije, sociologije in psihologije in mislijo, da bodo vse rešili s pritiski na gumb. Inženirji živijo zelo v črno-belem svetu večinoma. Pač izumljajo stvari, ki jih človeštvo ne potrebuje tako zelo, so pa pač malce, te zasvojijo zelo hitro in si ne moreš pomagati, da ne bi. Bi si pa upala trditi, da tisti, ki pa vodijo te inženirje, tisti, ki so na koncu spet v kratkih hlačah, pa premislijo tako, da bodo lahko s stroji postajajo ljudje vedno manj potrebni. Vedno manj potrebni ljudje lahko postanejo zelo nervozni. In jih moraš umiriti. In umiriš jih zelo lahko če že nimaš vojne, pač z tem, da jih zasvoji z digitalnimi zadevami, da njim je zelo v interesu, da oni niso ljudje, ki znajo razmišljati. In tudi bi si upala reči za našo državo, ali pa v vseh tih mojih nesrečnih sestankih na ministrstvih, ne kažejo ravno interesa, da bi imeli s seboj ljudi, ki bi znali razmišljati, ker jih je strah, da bi to ker si ne znajo predstavljati, kaj mi delamo. Pomeni to verjetno, ne vem, strah dvoma. Veliko lažje bi bilo, vse tega ne delam samo jaz, to dela društvo facilitatorjev ves čas, da delamo na ta način, da se ljudi zares vključuje, vendar človek, ki ima moč in denar, se temu zlahka ne bo odrekel, razen navidezno drobtinice v dobrodelne namene. Vsi ostali, teda tam od zgore so monopoli, nam tukaj so pa naredili navidezno prosti trg, kjer se mali med sabo pobijajo na nek način. Ampak ne verjamem, da je rešitev v kakršnekoli orožje in agresiji, ker je pač, jaz ob oko, ti ob oko, oba dva slepa v resnici. Veliko lažje bi bilo se povezati. In ne mislim zdaj eni proti drugim, Slovenija in Evropa, pa tudi ne vidim neke potrebe, da bi mi morali nujno tekmovati s Kitajsko in Ameriko na njihovem terenu in na njihov način. Kaj pa, če bi mi začeli tekmovati, kdo bo imel najbolj zdravo zemljo, kdo bo imel najbolj zdrav zrak, kdo bo imel največjo kakovost življenja.
kaj če bi Američani, mislim, bi si oni upali narediti primerjavo, ne vem, smrtnosti zaradi bolezni, smrtnosti novorojenčkov, dajmo malo, ne, spremeniti vatle, v katerih se tekmuje. Ne, dokler se oni grejo v GDP-ju, dokler se grejo v proizvodnji tega ali onega čipa, whatever, potem se nam zdi, Evropa umira, ne. Ampak, če bi šli malo na kakovost življenja, bi bilo pa mogoče malo drugače. In tukaj nam zopet razmišljanje pride prav. Eno je zato, ker so to tudi tako zelo zanimive prostočasne miselne igre, zelo povezovalni načini. Naše delavnice, tudi ko imam jaz tako, najbolj top management, je to noro sproščeno. Ne, zato, ker jih moram znati sprostiti, da oni pridejo do tega, da se jim odpira. Ne, to je noro zabavno, noro sproščeno, noro povezovalno. To ni podganje dirke za to, da bomo nekoga premagali, ker na dolgi rok vsi umremo. Ne, samo dajmo do takrat biti povezani, ne, se mi zdi malo bolj učinkovito. Na prvi pogled bi izgledalo, da je Slovenija kot ena taka majhna entiteta, država z relativno malo ljudmi, ne, lahko bi bil nekakšen hub ali pa nek laboratorij, ki bi dejansko lahko na drugačen način pristopal, kot praviš, k stvarem, ki pravzaprav bodo že danes in bodo tudi v prihodnosti pravzaprav dragocene, čist zrak, voda, etc. Ampak vseeno, na mizi vendarle tisti, ki naju gledajo v tem podcastu, vidijo tudi, da si prinesla zanimivo knjigo od večkrat omenjenega Edvarda de Bona, 6 klobukov razmišljanja in pa tole žogico. To si mi prinesla v dar, najlepša hvala. Rekla pa si, da bom sama pogruntala, torej 2 popotnici si mi dala. Prva, da bom sama pogruntala, zakaj žogica. In druga, veš, Petra, ne vem, a ti bom prinesla kakšno knjigo, ker vendarle je treba to trenirati, ne pa brati. Ja. Zdaj pa, če lahko malce pojasniš, kot veš, sem tenisač, ne, tenisačica, mene ta rumena žogica vedno takoj na teniško žogico asociira ta fokus, ne, in ta psihologija, ki se zgodi na teniškem igrišču, ampak kakorkoli. Kakšno zgodbo prinaša ta knjiga in pa kombinacija žogice? Ja. Torej, knjiga prinaša to res najbolj osnovno de Bonovo metodo 6 klobukov razmišljanja. Ko rečem osnovna, to še zmeraj pomeni, to je bila njegova 54. knjiga in da je leta 1985 napisal 4. Ampak ta je tako osnovna, da se je najbolj prijela in je najbolj široko uporabna, tako da v zahodnem svetu in daljnem vzhodu je precej splošna. Namen je s tem rečem, osnovni medčloveški bonton, se pravi, naprimer, klobuk je pač, jaz si nataknem klobuk, jaz snamem klobuk, torej jaz namerno razmišljam ali pa ne razmišljam. In če jaz rečem, nataknimo si bele klobuke, to pomeni belo kot nepopisan list papirja, pišemo dejstva, fakte, vsi delimo samo informacije. Ne, torej, delimo tisto, kar je. Brez osebnega stališča. Se pravi, brez stališč, brez čustev, kar se sicer zelo rado meša. Ne, že to je velika stvar, da jaz ljudi naučim, ne, pač, analitično razmišljanje vsi znamo. Moj bog, ne znaš ločiti stališč, čustev pa dejstev. Ko pa rečem recimo zeleni klobuk, ne, nataknimo si zeleni klobuk, zeleno kot narava, divje, nebrzdano, ne, to so ideje. Torej, ko rečem, nataknimo si zeleni klobuk, vsi samo generiramo ideje. Jaz dam ideje, ti daš ideje. Nihče jih ne vrednoti, ni tukaj ampak, ne, naučimo se imeti usta zaprta, jaz napišem 7 idej, ti napišeš 7 idej, pol nas je pa 24, pa jih imamo 97. Ne, tako da klobuki so v bistvu imena za smeri razmišljanja. Ne, veš, tako kot si rekla baletka, ne, niso vam vedno znova razlagali, kam daste kolena, pa kam daste gležnje, oni so vam rekli grand plie, midi plie in vi ste vedeli, kaj morate narediti. In tudi mi imamo imena za posamezne operacije, ne, vi ste imeli pač operacije na telesu, tisto, kar je delalo telo, mi imamo operacijo, presekla PN za uvod, zdaj rečem beli klobuk, zeleni klobuk, to je ime, da ti veš, kako moraš razmišljati. In po metodi 6 klobukov, ne, je rumeni klobuk, tu so stališča, ki se tebi zdijo logično pozitivna,
in od tod rumena žogica. Ko jaz rečem, nataknimo si rumeni klobuk, vsi iščemo prednosti, koristi, vrednosti. To ločimo od črnega klobuka, ki je črnogled ali pa kot črna sodniška sakalja, kjer vsi iščemo slabosti, ovire, tveganja. V starem svetu temu reče argumenti proti. Zelo koristno, ne? Ker jaz iščem prednosti, ti iščeš prednosti, ne pride do tega. Potem pa jaz iščem slabosti, ti iščeš slabosti. In pa se kar enkrat hvaležno, na to si se spomnila, jaz sploh ne bi pomislila na to. No, in tega pa zdaj 13 let. Jaz sem prevedla tudi De Bonovo knjigo Priročnik za pozitivno revolucijo. To je pa njegova knjiga, ki govori o tem, kaj lahko vsak izmed nas naredi, da bi vsi živeli v boljšem svetu. Barva pozitivne revolucije je rumena, iz rumenega klobuka. In takrat sem dobila možnost, da organiziram cikel predavanj s področja pozitivne psihologije v Cankarjevem domu. In to je zelo uspešno. Koliko časa že? Ja, 13 let. 13 let. Takrat je bilo to popolnoma novo. Takrat, zdaj imaš ti takšnih in drugačnih vsebin, bolj ali manj kakovostnih, mi zelo pazimo, tako z dokazi podkovano, veliko. Takrat je, bilo to res, na začetku smo bili nekaj posebnega. In začelo se je z ciklom predavanj v Cankarjevem domu, potem sem delovala za maratoni predavanj v Cankarjevem domu, Mariboru pa Novi Gorici, potem je bila korona, smo hitro šli na splet. Online, to se spomnim. Tako da tudi letos bomo imeli 34 zelo kakovostnih predavanj s področja starševstva, partnerstva, osebne rasti, poslovnega razvoja, vsako soboto ob 7 zvečer, z ljudmi, ki so res, strokovnjaki, znanstveniki in poljudni, nekako iščemo to kombinacijo, zato da bi pomagali ljudem, pa smo spet na nek način pri poslovnem svetu, ker človek, ki je miren doma, ne bo delal zdrag v službi. In včasih, ko našo predavanje za poslov, ko imam pa poslovni razvoj, pa zopet, človek, ki hodi v službo, mu čisto prav pridejo razne veščine, ki jih ti naši predavatelji tam učijo. Tako da vse je na koncu povezano. Jaz pa zato na nek način ne ločim osebnega poslovnega življenja. Želela bi si, da bi ljudje delali tisto, kar jim prinaša veselje, pa za kar so poklicani, in potem bi se potem trudili izboljševati z neko poenoteno terminologijo, ne da se počutijo izčrpani ali doma ali v službi. In pa pač prispevam, kolikor lahko pri tem. Sicer je pa žogica, kot si verjetno že ugotovila. Kot je pa vseeno, kaj razjezi. Nekako kar upravljam z negativnimi občutki, z jezo, pravzaprav ni kaj veliko razlogov, da bi bila jezna, čeprav tole prija, Je pa res, Nastja Mulej, in to lahko kar povem tudi pred najnimi poslušalci, gledalci, da sva se srečali v zame osebno zelo težkem obdobju in nasplošno se mi zdi, da je tudi v zraku, čeprav sem po naravi optimist in človek dobre volje, čutim, da je neka prisotna žalost ali neka melanholija, ne vem, morda pa je to samo zaradi moje osebne zgodbe, oseben tudi vtis. In sprašujem se, ko razmišljava in ko pripovedujeva zgodbo o razmišljanju, kako pravzaprav je težko, ko se človek sooči s težko situacijo, preusmeriti ta presneti tok misli v bolj pozitivnega. Ko se ujame v spiralo teh črnih idej, razmišljanj in tako naprej, ali tudi to pravzaprav lahko z morda temi metodami, ki jih poučuješ, predaje svetu, nekako se zvežbamo, ker sama padam na izpitu. Lahko v teoriji veliko se pogovarjamo, ampak ko se pa ujamem v to osebno zanko, pa moram reči, da v praksi mi spodrsne. Ne, ker si človek. 6 klobukov razmišljanja ima tudi rdeči klobuk. Rdeč kot srček, rdeč kot lica, kadar si jezen, rdeč kot kri. In jaz tudi vsa svoja izobraževanja, predavanja, sestanke začnem vedno z rdečim klobukom, ker se mi zdi zelo pomembno vedeti, kako si kaj. In zelo koristno, da dobim nazaj odgovor, kot je resničen. Če je med nama zaupanje, se ni treba delati. In recimo v tvojih osebnih trenutnih okoliščinah, kako si kaj, osebno težko ta trenutek, je logično vprašanje, ali bi želela,
še dalje razmišljati, delati na tem projektu ali ne bi. Rdeč klobuk je namenjen temu, da malo spoznaš, kaj se dogaja v ljudeh, včasih samo, da se malo razbremenimo, nasmejimo, včasih, da vidimo, kaj se z njimi dogaja. In če nekdo reče, ne vem, jaz sem ta trenutek preveč v osebni stiski, ne bi delal na tem projektu. Bil bi tukaj, ampak če lahko delam nekaj rutinskega, recimo. Če med nami zaupanje vemo, ne, da smo življenje gore dole, da čustvo ne pustimo doma na blazini, da jih nosimo za seboj. In če danes v osebni stiski ne bomo še poglabljali, če ga bomo silili v projekt, bo vse še slabše. Če reče, bi raje bi pa v službi kot doma, pa magari delam nekaj rutinskega, tako da to je to, kadar res izhaja iz težke tvoje osebne situacije. Druga stvar, ki si pa vprašala, pa je ta splošni občutek, ne, vse je brez veze, vse je slabo. Ta občutek je mene in mojo kolegico, dr. Blanko Tace, pravzaprav vodil do tega, da sva takrat naredili pozitivno psihologijo. To je bilo 2012, ko je tudi bilo to obdobje po finančni krizi, vse je grozno, vse je brez veze. In sva začeli dajati ta predavanja, da bi ta moč, da bi ljudi odkrili, da imajo moč v sebi. In tudi danes, 2025, smo spet v tem obdobju, kolikor gledam, in ljudje, če so takrat 2012 malo še čakali princa na belem konju, zdaj še tega ne čakajo več. In ko jaz zdaj vprašam, imamo skupino otrok, kako ste brez veze, vse brez veze. Pa rečem, dobro, a ste jedli danes, smo, a ste pili, smo, a ste imeli posteljo, smo, a imate WC? Milijarda ljudi nima WC-ja. A ste zdravi, smo, imate starše, vsaj enega živega, imamo. Tako, malo se nam zdi vse samoumevno. Veste, milijonarjevi otroci so večinoma depresivni, a ne? Ja, res je. Zato, ker če nimaš izzivov, če nimaš ene vizije, kaj bi si želel, potem je vse brez veze in je utopelo. Ja. In je treba najprej, count your blessings, rečejo temu Američani, pogledaj, kaj vse imaš. Ja. Pa mislim, za skotla reč pišite dnevnik hvaležnosti, sem to tako malo new agersko, Debono pravi v priročniku za pozitivno revolucijo, pišite dnevnik prispevanja. Kaj si danes ti prispeval za druge, to te bo še bolj napolnilo, ker dnevnik hvaležnosti sem hvaležen zato, ker dnevnik prispevanja sem naredil, sem na aktivni strani pozitivnega. Pa si pa najdi izziv, ker pa reče, pa si bi šel študirati, pa si mi ne da, pa me je strah, pa si bi menil službo, pa ne vem, če bi. Pa boš pa umrl v svojem dolg času, kaj naj ti rečem, v tem malobolju. Tako da rabimo izzive ljudje in verjetno, če smo zopet pri tem dolgo zdravosti, jih rabimo do smrti. Ker brez tega ne. In to je edina stvar, ki jo lahko rečem, najdi nekaj, ne samo nekaj, kar te bo zadovoljevalo. Zdaj pa jaz si gledam Netflix, to te ne bo zadovoljevalo. Piši scenarij za Netflix. Bravo. Vsega oče ne boš prodal. Ampak boš ustvarjal, boš bral. Delaj nekaj, kar lahko narediš. Ne iti na koncert, organiziraj koncert. Na svetu so zaposli miselno, časovno. In to je to, kar rabimo. Zdaj pa delaj pa toliko, koliko si pač recimo fizično in mentalno sposoben, ta trenutek, zopet odvisno, kakšni si v osebni stiski ali ne. Ampak edina rešitev je ustvarjanje. Kolikor to zveni kičasto, ko se pa ni trga za to. Pa se ne rabiš delati za trg. Lahko delaš za svojo lokalno skupnost, lahko delaš za sebe. Jaz sem naredil to sliko, čeprav visi v moji sobi, ne pa v Narodni galeriji. Ampak veš, Nastja Mulej, ravno kar pravzaprav v tem tednu sem govorila, delala intervju z Karin Knup, skratka zanimiva oseba, ki razlaga fenomen podnebne tesnobe, anksioznosti. Torej, to je fenomen, ki se je zgodil in je pravzaprav tukaj in zdaj zaradi teh podnebnih sprememb, to kot posledica, kako pravzaprav morajo vse vodje, menedžeri, lastniki soočiti s tem, da imajo bodisi
podjetje, ki je ogroženo zaradi požarov, poplav, vetra, whatever, ali pa zaposlene, ki imajo to vrstne situacije. In kako pravzaprav, in tukaj pa tudi ta kreativnost, kako v teh danih okoliščinah organizirati še vedno nek workflow, da normalno poslujejo. Bi to pomagalo? Debono bi tukaj pomagal zato, ker nas uči zaznavati isto stvar tudi kako drugače. Ne, tako, ker zdaj ta trenutek zaznavamo vedno tako, kot nam je servirano, ne, nič se ne da narediti, kaj pa oni zamaški, kaj pa tale kolesa, ne, in pa smo zopet v tem malodušju in strahu. Lahko pa to seveda zaznavaš tudi kot priložnost, ne, da se povežejo, da spremenijo lokacijo. Tako da tudi zaradi tega čudovit Debono, ker on pravzaprav pravi, razmišljanje se začne z zaznavanjem. In ljudje govorijo o komuniciranju, ampak da ti komuniciraš, moraš razmišljati. Seveda. Da pa razmišljati, moraš zaznavati. Ne, in večina njegovih orodij namenja temu, da mi razširimo svoje zaznave, da vidimo čim širše. Ne, če ti gledaš zelo ozko, ti samo vidiš, ne vem, jutri bo spet deževalo in nam lahko poplavi. Ne, če gledaš malce širše, pa malce bolj dolgoročno, ne, pa lahko gledaš, bom zdaj dala primer, ki ga nam je razlagala Lučka Kajfež-Bogataj, ne, oni so leta 2000 vedeli, kje bodo poplavljali in so hodili, ne, do vodij in županov, dajte preseliti hiše, dajte preseliti tovarne, dajte organizirati, ampak te stvari niso seksi za volitve. Ne, se pravi, treba je spremeniti način, kako zaznavamo volitve, da ne gre za 4 leta, da gre za dejansko prihodnost, ne, način, kako sploh dojemamo, kaj bi naj. Ne. Mi pozabljamo, da je namen politike pravzaprav biti hišnik. Ne. Župan je hišnik mesta, ne, predsednik vlade je hišnik države. Ne. In na ta način, ne, spremeniti zaznavanje. Ne nekdo, ki se vodi v blindiranem avtomobilu in je pomemben, ne, ampak je v bistvu hišnik. Ne, nekdo, ki poskrbi, da tukaj ni vode, ne pa, da se tukaj elektrika zamenja. To bi pravzaprav morali oni početi. Tako da pri tem pravzaprav Debono zelo veliko pomaga, ker ko mi spremenimo svojo zaznavo, lahko spremenimo in svoje počutje in svoje delovanje. In hvala, dala si tudi zdaj nasvet za vse tiste, ki smo recimo v neki stiski, a ne? Kako pravzaprav preideti iz nekih temnih oblakov, teh črnih misli, mogoče k bolj vedremu pogledu ali pa bolj realnemu, življenjskemu pogledu na situacije. Nastja Mulej, še in še bi te poslušala, ampak vseeno morava pa pač zaključiti na neki točki, ampak vseeno bi te rada še slišala, kako ti živiš. Ali te klobuke in vsa dognanja in vse, kar si slišala tudi v okviru teh maratonov pozitivne psihologije, vnašaš v svoje življenje. Danes tvoje življenje po srečanju z tem zelo znamenitim gospodom drugačno, kot je bilo prej? Ja, seveda je odgovor tukaj le ja. In jaz sicer sem rasla v družini z očetom, ki je bil isto neskončno pred časom in je govoril o sistemskem razmišljanju v 70-ih, tako kot Debono, o Sloveniji, inovativni družbi v 80-ih, po vseh tovarnah. Prosti, morda veš, da sem ravno od tvojega očeta slišala, kaj sploh pomeni inovacija. Inovirati. Mislim, čudovit človek. Ja. Moj oče je Matjaž Mulej. In je izjemen isto v tej širini in prispevanju. In v tem sem jaz imela to srečo, da sem rasla. In potem sem nekaj podobnega pravzaprav tudi iskala, ampak sem zelo hitro, po dvakrat sem ostala na faksu, dvakrat sem ugotovila, da akademski svet ni zame, ki jaz rabim gibanje in teren in ljudi in občutek dosežka. Iskala sem kreativnost v medijih, zato sem danes iskala vhod v to stavbo, ker sem bila navajena od včasih. Iskala sem kreativnost v oglaševanju,
A si bila v agenciji New Moment? Imela sem neskončno srečo potem, da sem delala v bistvu z ramo ob rami z Draganom Sakanom, ki je bil takrat guru kreativnosti vzhodne Evrope. In jaz sem bila zadolžena, da vodim oddelek za nove ideje. Nisem hotela delati potrošništva, že takrat sem rekla, pridem k vam delati, ampak nobenih potrošniških stvari. Jaz ne bom pospraševala Coca-Cola za nič na svetu. In rekel, ne moj Nastice, samo creativity. Zdaj sem imela najlepšo službo na svetu. Ker sem pač iskala načine, da bi naši zaposleni v teh naših 10 državah se več stvari lažje spomnili in bolj učinkovito naredili. Pa to bolj, kar se le da v povezavi z naročniki, malo pa tudi za trg, tako da knjige so se tam začele, knjige, revije, razstave. In kolikoli je bil Sakan, takrat je bil Bog za nas, ampak ta njegov način, vsej bože, daj jim čas, daj jim svobodo, daj jim muziko, daj jim alkohol, daj jim umetnike, pa bo, ni funkcioniralo. In potem sem iskala načine, mi smo se imeli super, sami smo bili v službi 18 ur na dan. In pol, ko je prišel do trenutka, zdaj pa rabimo, zdaj pa moramo imeti, ti pride kreativni direktor z eno idejo, vodja projekta za vsak primer svojo idejo, če slučajno kreativni ni briefa prebral, vsi ostali pa brez. In potem so se šli, Ja, ego. Mišice. Katastrofa. In sem bila zelo obupana, da sem po 2 letih hotela menjati. In potem smo pa Debona spoznali. In potem se tista 1 ura v Tartinijevem teatru, ki je posebej za njega takrat obnovljen in odprt. To je to, kar moj oče razlaga. To je to, kar meni manjka pri Sakanu. Pa to je totalno logično. No in potem sem se nesmrtno zaljubila in the rest is history. Tako da danes ne morem reči, da znam živeti drugače, pač jaz živim to, kar delam, sem se pa naučila biti tiho, tako da ne pametujem tistim, ki delajo na svoj način, kdor me vpraša, kdo za nasvet, sem tiho. Na začetku sem še bockala za možem, ki je rekel, a nobenega stališča sploh ne more imeti? Sem pa flah ima stališče, sam nič ne pomeni, tako. Ker če greš pri nas, stališče so prednosti slabosti proti, rešitve. Tako da sem se naučila biti tiho, ljudi okoli sebe, če se le da voditi na ta način, ne da bi vedeli, da vodijo. In zagotovo si upam reči, da sem zelo učinkovita oziroma tako, ljudje okoli mene. Tako da je lepo to življenje. Še en drobec iz tvojega življenja, ki je meni osebno veliko pomenil, namreč takrat si naredila veliko vtis name. Bila si povezana ali pa kot pravzaprav ženska, ki ima vajeti v rokah ob prihodu ameriškega predsednika Billa Clintona. Ja, se zgodi. Torej, naj poveva, da res bila ste takrat v vlogi osebe, ki pravzaprav reče, ti si in, ti si out. Jaz od menega nisem rekla, da je out. In dejansko, čisto res, tudi tisti, ki smo po nekem naključju in po okoliščinah, ki govorijo same zase, pustimo to, ostali out, si nas ti povabila notri. Zato še enkrat hvala lepa. Veš, da to je debonovsko, ker če človek kaže motivacijo, potem bo oddelal. In ne moreš reči ne človeku, ki kaže motivacijo. Wow. Name si takrat naredila tako vtis, namreč ostala sem pred vrati, čeprav sem imela vstopnico za Billa Clintona, pa sem jo mogla dati nekomu drugemu, pač ne, se tako zgodi. In sem ti potrkala na vrata in sem rekla, jaz sem ostala zunaj, poročala bom tako, da bom poslušala njegov nagovor dobesedno po radiju. In jaz ne morem biti kavčarski novinar. Ampak veš, kaj to v resnici pomeni? To pomeni, si najprej ti imela pogum. Ti si imela pogum, ti si izrazila motivacijo, jaz sem pa sem poslušala, ta rdeči klobuk. Nas je imela, ko bi se poslušali. In ko bi cenili pravzaprav pogum, kot ti temu rečeš, ker marsikdo v Sloveniji bi rekel temu ali predrznost, ali nečimrnost, ali kaj podobnega, ne? Pogum. Zdaj si zapodala različne zaznave iste zadeve, ampak pri novinarju veš, novinar mora priti do vira. In
moj naročnik je bil neki, jaz sem pa vedela, ne, jaz sem tudi bila novinarka, ne, kako zelo pomembno je zaznati človeka, ne samo slišati, kaj govori. In ta zaznava je res supermoč. Imamo ime tega podcasta Supermoč. Ko si prihajala sem na to lokacijo, znotraj sebe občutiš to moč, lahko je tudi prava moč. Odkot jo črpaš? Ne bi rekla, da občutim neko entuzijazmo, pravzaprav s to predanostjo, s to pozornostjo pravzaprav stopaš v eter, pred ljudi. To je zopet vprašanje, kako te zaznavajo drugi. Tako da prej bi si upala reči, da je to nekaj, kako te zaznavajo drugi. Tebi se zdi pa logično. Meni se ona špaga zdi logična. Meni se moj govor zdi logičen. Aha. Meni se pač to sem jaz. Sem pa že kdaj slišala, da nisem tako zelo konvencionalna. Ampak pa zapravo ne vem, kaj so konvencije. Tako da vsak ima zopet svoje, ne, tako da ne vem, odkot jemljem moč. Vedno rečem, da verjetno lep del mojega poklica je to, da ko ti oddelaš to predavanje, delavnico, jaz sem imela včeraj 2, v torek 2, so ti vedno hvaležni. Imaš vedno občutek, da si jim pomagal do nekega preboja. Ne, ko ti veš od tega, da ti študenti prostovoljno zaploskajo na koncu, ker ti veš, da je načelno dol visi, si misliš, wow, okej. In od tod zagotovo jemljem moč. Jaz se hranim na svojih udeležencih, na svojih... Je vzajemno. Absolutno se hranim. Jaz sem zdaj v soboto, nedeljo imela podelitev novi generaciji učiteljev razmišljanja za Thinking by Design. Bili so čudoviti. Valjda so tega jemljem noč. Ponedeljek smo sicer tako, umrla bom, ne. Torek da smo že zopet cveteli. Tako da delaj, ustvarjaj, pohvali se, deli z drugimi. To se mi zdi vse tisto, kar nam daje moč. Glede na to, da govoriš pravzaprav o misli, o našem umu, o naših zaznavah in tako naprej. Kako gre to pa pravzaprav v sozvočje z astrologijo, ki si zelo naklonjena? O moj bog, ne mi zdaj s tem. To je pa, ne vem, če imamo čas za to. To je zelo odštekana zgodba, ker jaz sem res racionalist. Res, jaz sem ogromne stvari prebrala, pri pozitivni psihologiji vedno pazim, da so samo predavatelji, ki so znanstveno podkovani. Mislim, jaz sem hči znanstvenika. In ta bazi, ne, ta kitajska metafizika se je zgodila po čistem naključju. In pač od kolegice, s katero smo skupaj predavali 12 dejavnikov inoviranja, sem dobila za darilo narejen svoj bazi profil. In ti bereš in si misliš, a je to sploh mogoče? Kako je to mogoče? Noro. In pol reče, mož naj naredi še za nas. In ti bereš in za vse tri velja. In veš, kako je to mogoče. In zdaj že 3 leta hodim vsako nedeljo zvečer gledati, mislim, mi se učimo, ne, ti pač dobesedno eno tabelo polno algoritmov dobiš in pogledaš, kaj tisto tam pomeni. In velja. In sem zdaj, recimo ravno včeraj zvečer sem bila pri prijateljici, ki je isto v eni velikanski osebni stiski. Ampak odkar smo naredili mi v ta bazi, je ona zelo optimistična. Tako da nekaj je na tem, kaj so to, Kitajci so to opazovali in iz opazovanj sklepali. Kako je to mogoče, da ena, res, jaz se opravičujem, ura rojstva in datum rojstva govori o tem, kaj se bo tebi dogajalo naslednjih 80 let, jaz si tega ne znam pojasniti. Jaz hodim vsako nedeljo tja in vsako nedeljo sem frapirana. Ampak recimo meni piše, ko sem pri tem govoru napisala, rodila sem se kot friend pa kot performer. To sem. Jaz nisem vodja, jaz nisem menedžer, ne, jaz nisem analitik, to so še ostali profili tam. Jaz sem friend pa performer. Ne, in pol na 3. mestu je pioneer. Ne, in pa že pa se res, to si ti. In je nekako lažje in
mi je veliko pomagalo ravno pri teh družinskih zadevah, ker moji trije niso nagnjeni ne k razmišljanju, ne k kreativnosti, kar je zelo težko. Moji trije meni doma ne ploskajo pretirano. Ampak, ko poznam njihov bazi profil, vsaj Se vem. pomiriš. Ja. Ne, da In pač veš. me imajo radi, sam tega nimajo v sebi. Ja. In je zopet lažje. Ja. Tako da Razumeti. odštekana Ko razumemo, zgodba. je vse lažje. Ja, res je, vsaj meni je. Nastja Mulej, pionirka, svojvrstna pionirka v slovenskem, morda v evropskem prostoru, kaj se je svetovnem, frendica. Kaj si še rekla, da si in pa performer? Performer, ja. Jaz moram Lepe, postopati, lepe te nalepke, ne? Pozitivne. Mislim, Veliko dobrega ti želim in da vsako nedeljo, ko boš pri teh algoritmih, da ti bodo nakazovali samo lepe stvari in prihodnost. Ni to čira čara, to je znanost, ne? Tudi to je astrologija, tudi to je znanost. ja, kot kaže. Hvala lepa za tvoj obisk, hvala lepa za vse te misli, ki si jih delila ne samo z menoj, ampak tudi z najnimi poslušalci in gledalci. In o priliki se bova še srečali. Ja, super. Hvala super, lepa. Hvala Vse ti. dobro. Ja.